Prve misli mogoče ne, spomnim se svojega odziva, takrat vem, da sem jokala, vem, da je bil moj fant ob meni, ampak ja, niso bile bolj te misli ali pa žalost zaradi tega, da bi umrla. Sem bila že naveličana vsega, teh bolnic, tega, ampak da bi odnehala, ne. Jo, barabe moje, to je moj pozdrav. Tako da ne boš mislil, da gre do kakšnih barab to v zapore. V glavnem, prvo prej začnemo, naj povem, kdo je na moji levi, zakaj je na moji levi. Jaz sem že nekaj let idejo, da bi ustvaril, če lahko temu rečem, YouTube oddajo. Naslov oddaje je Velike zgodbe malih ljudi, ker bi v tej oddaji pripravo pokazal, kot sam naslov pove, velike zgodbe malih ljudi. Se pravi, mali ljudje smo mi, ki živimo vsak dan življenje, ker se borimo, ljubimo, se imamo radi. Tako naprej. In nikako nisem začel s tem, nisem vedel, koga bi dal kot prvega. In zdaj sem končno dobil idejo, koga bi. Z mano je Ana. Ne povemo še, zakaj je Ana tu in kakšna je njena zgodba. V glavnem za Ano sem zvedel prek svoje punce, ker mi je na hitro nekaj, ja, si čuk, da je za to, sem rekel, ne, kaj pa? Ja, Ana je ta pa ta, to pa to. In sem rekel, wow. Take zgodbe imam rad in to bi rad pokazal vam. Zakaj vam? Zato, ker mislim, da če ne dobiš novega iPhona in če tvoj oče ne vozi BMW-ja in če ne greš vsako leto na dopust na Bahame, da ni konec življenja. Da nekdo se bori s čisto nekim drugo stvarjo, medtem ko se ti boriš za nek material. In to bi jaz rad vam mladim, ker večinoma me spremljate od 10 do 18 let in vem, da živimo v svetu enega materiala, da je to groza. In če ne dobiš novega iPhona, ni še konec, zato ker mogoče čez cesto je nekdo, ki vse, kar si želi, je biti zdrav. Zakaj zdrav? Zato, ker tukaj z mano zdaj, kot je rekla Ana, in njena zgodba je taka, da je pri svojih 23 letih prebolela raka. Je to rak? Ja. V glavnem, Ani bom zastavil 10 vprašanj, pojma nima, kaj očaka, ne ve, kakšna vprašanja so, hočem, da je pristno, hočem, da je iskreno, hočem, da je nepremišljeno, tako da dajte poslušati, ves video bo pa narejen na zabaven način, se pravi, da ne bo samo tista stroga resnost, da ko boš končal video, boš rekel, fuck, kaj če se pa zdaj to meni zgodi. Tako da dajte to vzeti kot pozitivno in dajte mogoče po videu si vzeti 5 minut pa razmisliti, če je vaše življenje res tako slabo, kot mislite, da je. Tako da Ana, res na hitro se predstavi, poglej v kamero. Zdravo, moje ime je Ana, prihajam iz Celja, stara sem 23 let, sem študentka zdravstvene nege. Kaj še povemo? To je to, čau. Ok, zdaj se pa začne. Prvo vprašanje imam na telefonu, ker res se ne morem zapomniti nič. Ne, razen osebi, ne, ego. Prvo vprašanje povem na pamet, točno. Prvo vprašanje mislim, da bo najtežje, Ana. Okay. Se spomniš prve misli, ki ti je prišla na pamet, ko ti je zdravnik rekel, Ana, ti pa imaš to pa to? Prve misli mogoče ne, spomnim se svojega odziva, takrat vem, da sem jokala. Ja. Vem, da je bil moj fant ob meni, ampak ja, niso bile bolj te misli ali pa žalost zaradi tega, da bi umrla, daleč od tega, ampak pač vedela sem... Šok, definitivno. Šok. Ja, jaz po moje jaz bi padel pod leh. Mislim, po moje. Veš, da te čaka nekaj težkega, ja, to je zdaj to. Pač kemoterapije same po sebi so pač take, kot so, ampak ja, kmalu za tem šokom bilo pa res tiste misli, borba, zmaga, ne. Ja, druge ni. Ampak ja, pač. Ok. Moja prva misel bi sigurno bila fertik, to je to, vmr boš, ampak tako se bori. Gremo naprej. Na kratko razloži, kakšna je bila tvoja diagnoza? Na kratko, imela sem Hodgkinov limfom, to je pomeni, ja? Rak limfatičnega sistema, se pravi rak bezgavk. Nahajal pa se, kje točno? V bistvu po vseh bezgavkah. Jaz sem imela največjo v pljučih, bila je velika 12x7 cm, ko pest. Tako. Ampak se ni videla nikjer. Se pravi, to je tumor? Ja. Tak tumor, kot pest. V bistvu potem gre nazaj z kemoterapijami se zmanjša. Ok, greva dalje. Pripravljena? Ja. Tretje vprašanje. Ali si kdaj med zdravljenjem enostavno želela odnehati in pomislila na najhujše? Ne, sem bila pa proti koncu, ko je telo že ful izmučeno. Ja. Sem bila že naveličana vsega, teh bolnic, tega, ampak da bi odnehala, ne. Sem naveličan si že, pač se moraš zjokati, pa greš naprej. Ja, vsak si najde neko svojo tolažbo. Tako. Četrte vprašanje. Ali si upoštevala mnenja zdravnikov v zdravljenju, ali verjameš 100% v medicino, ali si uporabljala tudi kakšno alternativno zdravljenje, če si kakšno?
Jaz sem v bistvu 120% zaupala onkologu, zdravljenju. Se pravi strogo, kar je predlagal zdravnik. Tako pač. Nič alternative. Jaz osebno nisem, no. Nisi, okay. Nimam pač, itak se vsak sam odloči, ker je vsako telo pač za sebe, ne? Ampak jaz sem se pač odločila zaupati zdravljenju, ker včasih alternativne stvari poslabšajo potek zdravljenja. Jaz recimo tudi mislim, da se večkrat s Saro kregam, jaz sem ful na strani zdravnikov. Ne vem zakaj, ampak jaz njim zaupam. Ne vem zakaj. Tudi, moje mnenje, tudi če se odloči za alternativno stvar, ni nič narobe. Ni nič narobe, je pa, moraš se pa zaupati zdravniku, da zdravnik ve, kaj ti jemlješ. To se te strinjam. Ne, da potem so neki stranski učinki, pa ne vejo odkot, a ne? Ja, pač. Res je. Tako da jaz tudi zaupam. Tako da ja, zdaj pač ni nič narobe, če greš po svoje, ni nič narobe, če se odločiš za tisto, ogromno ljudi se zdravi z marihuano, ni nič narobe, če greš v neke duhovno zdravljenje. Važno, da ti verjameš v to. Tako, mislim, se strinjam, točno tako. 5. vprašanje, hitro gre. Ja. Koliko časa si potrebovala, da si se sprijaznila z boleznijo in se odločila, da se boš borila do konca? Pa jaz mogoče nisem imela teh težav, da se ne bi mogla sprijaznati. Jaz sem kar hiter, no, ne vem. Tako je drugi dan. Vredno, mogoče se ne... Nekaj časa si se mogoče 2 dni, 3 dni, teden dni po diagnozi rekla, ma ne, to se meni ne more zgoditi, to ni res. Jaz se v bistvu nisem zavedala. Jutri bom dobila klic, pa bojo rekli, ja, veste, gospodična Sajovic, smo se zmotili pri to ordinacijo. Jaz se mogoče nisem zavedala, dokler mi niso lasje začeli odpadati. Zato, ker v bistvu skozi živiš v nekem, dobivam neko infuzijo. Balončku. Ja. Ko pa začne enkrat lasje izpadati, pa ko se pobriješ po glavi, pa ko se pogledaš v ogledalo, veš, da je to, ne? To gre pa zares, ne? Ja. Tako da, pač, jaz sem se kar dosti hitro sprijaznila. To je dobro, ne, ker ogromno ljudi, kot tako slišim, po pol leta nočejo priznati, da so bolni. Mi ni 5 let, pa še kar te zdi, da je zdrav, ne. Ne, jaz sem se kar hitro sprijaznila, mogoče tudi to, ker sem v teh vodah, pa sem vedela, da pač treba se boriti, treba dati počes in to sem naredila. Druge ni. Hrabro. 6. vprašanje. Kdo ti je najbolj stal ob strani v težkih trenutkih? Kje si iskala motivacijo? S čim si pozabila na bolezen in se zamotila? Največja podpora so mi bili definitivno starši, pa fant, pa njegova družina, pa pač ti bližji prijatelji. Hitro ugotoviš, kdo ti bo stal ob strani od začetka do konca. Vse pravijo, v nesreči spoznaš prijatelja. Teda v bistvu meni so bili res najožji. Kje si pa iskala motivacijo? V bistvu tukaj mi je veliko pomagal Instagram. Kdo bo rekel, da so socialna omrežja slaba? Sram naj te bo. Instagram for life. Ne, v bistvu so pozitivne pa negativne. Ampak Instagram je... Definitivno te je zamotil. Ja. Instagram. Najdeš hitro ljudi, ki imajo podobne težave kot ti po celem svetu in se pač z njimi pogovarjaš. 2, 3 več, mine cel dan. Mi je pa Facebook dal ful slabih plati, ker sem bila v teh skupinah in so mi možgani začeli filtrirati samo negativne stvari. Kakrat se mi bo rak ponovil, ne vem kaj vse, in tako sem šla samo v eni skupini in sem rekla, stop. Recimo, moje mnenje je, da če za nekaj zboliš, pa da je to samo gripa, nič ne brat. Ne brat. Sem enkrat nekje povedal, da sem imel zelo slabo izkušnjo glede virusa HIV, ker sem mislil, da imam HIV. Ne brat, ker ti si dovolj sta 2 stavka in boš verjel v to, da imaš to bolezen. In kaj se potem zgodi? Ti boš prebral, virus HIV povzroča mozolje, drugi dan boš imel mozolje. In ko sem govoril s tem o svoji zdravnici, res me je bilo takrat strah, je rekla, da 90% simptomov izvira iz strahu. In da je še njo strah, ko gre brat. Tako da ne brat, če misliš, da nekaj imaš, pedi zdravniku, ti pove, pridi domov, ne beri. Ne vem, zbriši Google, čeprav se ga ne da. Se pravi, v tebi so bili družina, fant, to je bilo to. Prijatelji tudi. Ampak kot si mi tudi prej povedala, ogromno ljudi te pa je odjebalo. Ja, mislim. Izogibalo. Tak. Ne vem, ne znamo malo pristopiti, ampak v bistvu ne rabiš veliko, ko pa napisati, kak si, a se držiš. Ja, mogoče ljudje mislijo, da ne vem, da zdaj, če bom se jaz družil s človekom, ki ima raka, da bo to prenesel name. Pač ljudje so res tako malo nori. In strah je, da... Je pa tudi res, da vsak bolezen drugače spreme, eni imajo bolj z negativo, ne, in te je malo strah, kako bo odreagiral, če ga boš vprašal, ne, ampak itak pač... In pol mislijo, da če bojo dali mir, da naredijo dobro, oziroma ni dobro. S takim človekom jaz mislim, da se moraš ukvarjati zelo. Sploh poslušati. 7. Ali si čutila, da se s tabo nekaj dogaja, da nekaj ni v redu? Preden sem zbolela. Jaz sem imela simptome, kot so utrujenost, kar itak pripisuješ stresu. Ne, utrujenost, za vsako bolezen na svetu, Koža me je ful srbela, ampak itak sem mislila, da imam pač suho kožo, ne.
Ampak si pomislila, to je pa nekaj hudega? Ne. Edino potem se mi je naredila čez noč bulica, bezgavka, velika kot ping-pong žogica, tukaj nad ključnico, takrat sem pa pol krmela občutek, da gre nekaj zares. Ja, bule niso nikoli dober znak. Ja. Treba se tipati, vse, ampak celem telesu. Spet, ko gledaš ta video, ko video končaš, ne iti v strahu, kaj pa če se to lahko meni zgodi, se takoj tipati, ne tega delati, ker boste sprožili v telo strah in strah bo dal neke simptome, kateri res povzročajo določene stvari, tako da ne se ustraši. Ko pogledaš video, se reče, jaz sem zdrav, grem naprej. Ne pa reči, jaz sem zdrav, da ni z mano, ne tega delati. Res tega ne delati. Bodi vesel, da si zdrava. Najbolj izrabljen stavek na svetu, ampak mislim, da še danes je zelo močen. Zdrav človek ima milijon želja, bolan človek ima samo eno in to, da je zdrav. Čeprav zelo zlajnan, ampak vseeno še danes me naježi ta prasac. Zdaj greva na 8. Ali misliš, da je psihično zdravje, zdrava samopodoba, zdrava samozavest, pozitiva, bolj pomembna kot fizično zdravje? Ja. Sploh za premagovanje nekih bolezni. Ja, definitivno. In to mislim enako jaz. Kot so že prej govorila, recimo imaš dve vrsti pacientov. Imaš pacienta, ki bo mu rekel zdravnik, gospod, imate raka tam pa tam, gremo borbat. Imaš drugega pacienta, gospod, imate raka tam pa tam, gotovo. Tako. In ta recimo, ki je sprejel, da se bo boril, mu je zdravnik rekel še leto življenja in je živel še 6 let, ta drugi, ki je pa bolezen sprejel zelo slabo, mu je rekel zdravnik, da lahko živi še 10, je živel še 2 leti. In takih zgodb je milijon. Tako da, mislim, jaz tudi to govorim. Ne pravijo za brez veze zdrav duh v zdravem telesu. Ker če si ti to noč zdrav, pa ne govorimo o mentalno bolanih, govorimo zdrava samopodoba, spravim, da si ti všeč, da imaš zdravo samozavest, da ko ti nekdo reče, ja, gospod, gospa, gospodična, danes pa vas ne bomo sprejeli, da ti to pozitivno sprejmeš in se boriš naprej, mislim, da imaš zelo manjše možnosti, da se ti karkoli zgodi slabega, da zboliš in boš šel skozi vsako situacijo v življenju dobro skozi. Tako se strinjam. Pač se ni vedno najlažji, tudi pridejo dnevi, ampak je treba se s temi dnevi tudi spoprijeti, pa jih dati stran. Tako da tiste najmanjše malenkosti, kot sem prej povedal, če ti oče ne kupi motorja, če ti mama ne kupi tega, naj ti to ne poruši tvoj svet. Zato, ker ona si je takrat, ko si ti nisi dobila motorja, želela samo, da se zbudi in je fucking zdrava. Naj vam porušijo, če vam že neke stvari, ki res vplivajo na vaše življenje. Ampak naj jih bo čim manj in vem, da jih bo. Pozitiva. Imam tudi sam zelo problem, ta negativa se ful s tem borim, ker sem zelo bipolaren in opažam, da ko si ti negativen, to je dobesedno morilec, to je tihi morilec in nič ti ne bo šlo in brez veze. Točno to. Ampak ne se tukaj je to, da delaš sam na sebi, se ni tukaj, da ti bo čez noč uspel, ampak čez celo življenje se učimo, tudi jaz dobim dneve, ko se bi sam jokala, ampak v redu, bom se zjokala, bom šla naprej. Pač to je del življenja in to je del vsakdanjika. Tako da, dragi moji, pozitivno, karkoli se zgodi, karkoli. Res, verjete meni, zgodilo se mi je, da sem spal na ulici, da starši so se ločili, tiki do jutri vam govorim, kaj vse sem dal skozi, vsi smo dali skozi. Zdaj smo že zaidli v druge dimenzije, gremo naprej. A lahko samo eno stvar povem? Povej, ja, seveda. Je pa zelo pomembno, da se v takih trenutkih obkrožimo z ljudmi, ki so pozitivni in ki dajo pač ta pozitivni vibe, ker avtomatsko nas bo dvignali. Ne se družiti s tistimi, ki vas skozi zatirajo, vam skozi govorijo, da ne tega delati, ne tega. Imejte take ljudi okoli sebe, ki vas motivirajo, ki vam želijo dobro. To je tudi ogromno. Negativne ljudi, le tako. Ja? Čau. Kaj si pridobila s tem, ko si premagala bolezen? Si začela nekatere stvari ceniti, katere prej nisi? Ja, definitivno. Malo se ti vrednote spremenijo, kar fejst. Se pravi, material po moje takrat ne obstaja? Ne, pač. Totalno, itak? Meni tudi nikoli ni, ampak zdaj pa še bolj Se pravi, verjetno še bolj tisto enkrat se živi, vzameš. Življenje vzameš z veliko žlico. Meni je na primer všeč, da sem na sebi naredila, kar se tiče, ko sem prej razlagala stresa. Jaz sem pač stres dala stran, v čim večji meri, kar ga lahko. Tako da tudi spoštuješ malo bolj ljudi okoli sebe, tiste sploh, ko si ti stala ob strani.
Verjetno bliže, vsak dan hočeš z njimi preživeti, kar se le da. Tako, bolj kvalitetno preživiš čas z... Recimo ena smešna stvar, ki sem rekel, da bomo vse naredili smešno. Jaz sem leta nazaj, pa to sem tudi že govoril, mislil, da imam HIV. Jaz sem takrat obnašal, kot da se meni iztekajo dni, jaz sem že Sari govoril, jaz ne bom mogel imeti otrok, Sara, kaj da naredim, pa Jan se bova posvojila, jaz sem se že obnašal, kot da jutri me več ne bo, ne. Tako da vem, sem bil že na neki tej stopnji, bom bil okoli ljudi, ki jih imam rad, ne, ampak to je moja nora glava. So pa ljudje, ki res dajo to skozi in morajo tako živeti. No, naprimer, ko greš čez eno tako stvar pri takih letih, imaš tudi na začetku vprašanje, če bo sploh lahko imel otroke, ne? Ker vsi vemo, da kemoterapija uničuje spolne celice. Jih boš lahko imela? Ne vem, zamrznati na jajčica, to je plan B. Vse se da. To je plan B, plan A. Danes se vse da. Ja, medicina je napredovala. Ja, evo, vidiš. Greva naprej. Evo zadnje vprašanje. Kaj bi sporočila mladim ljudem, ki se borijo s podobnimi boleznimi, oziroma nasploh, kaj bi sporočila, pa ne samo mladim, vsem, ki so zdravi? Spoštujte se med seboj, pa imejte se radi, ker to je najbolj pomembno, pa uživajte vsak dan, kot da je zadnji. In to je to. Kratko in jedrnato. Najlepša hvala. Upam, da ste kaj od tega vzeli. Ne ukvarjajte se z neumnostmi, material bo vedno tam. Se pravi, zdravje pa, kaj pa veš. Danes mislim, da živimo v takem času, da ni več, star si, zbolel boš, ne. Danes bolijo športniki, danes doživijo kap 30 let stari ljudje, 23 let stari ljudje dobijo raka, tako da danes se več ne gleda, star si, bolj si dovzeten za bolezen, ne. Danes lahko jutri jaz, jutri boš ti, nikoli ne veš. Zato uživajte, imejte se radi, kot je rekla Ana, in predvsem jebeš stres. Čau! Čau! Zdaj, ko nisem.